vstopimo v svet sodobnega slovenskega kiparstva. Sodobna skulptura, tako kot je tudi postavljena v Mestni galeriji Ljubljana, danes pomeni na nek način potovanje v skulpturo, približevanje skulpturi, celo dotikanje določenih elementov skulpture in hkrati tudi globinski in zelo približan pogled v njeno strukturo in v njen učinek, ki ga potem v prostoru pusti na gledalce. Predstavljam delo Hoje k raznolikosti, ki je del širšega opusa Biopot, v katerem pač se povezuje naravno, organsko, skupaj s strojno opremo in ima nekak namen narediti razmislek o ustvarjanju novega življenja. V kiparski praksi me zanima material kamna na način, da ga postavim v sodobni kiparski prostor. Torej, želim, da ta kamen prenese občutke organskosti, hibridnega telesa. Torej, z njim nekako ustvarjam to mejnost med popolno mehkostjo, telesnostjo, ki priča o neki določeni situaciji. Cvetovi svetlobe so prostorsko-zvočna instalacija, sestavljena iz 1344 elementov, ki lebdijo v prostoru, izražajo izrazito krhkost, ki z nanosom barve v bistvu stopnjuje njen značaj. Ponavadi v sodelovanju z Natalijo večina stvari nastaja precej intuitivno. So načeloma 3 pesmi, ki pa absolutno pač probajo ne presegati ali posegati samo svetlobno instalacijo, ampak so probajo nekako plavati okoli vsega tega in se združiti z vsem. Zvočna skulptura na pričujoči razstavi je pravzaprav imaginarno zvočno telo, sestavljeno iz drobnih zvokov dela kiparjev, ki sodelujejo na tej razstavi. Ne slišimo tistih velikih zvokov, temveč tiste drobne, ki so komaj slišni. In prav te skorajda neslišni zvoki so sestavili zvočno skulpturo v taki obliki, da lahko govorimo o imaginarnem telesu. Zomljene krajine predstavljajo raziskovanje sveta črepin, torej kakšni so njeni potenciali v kontekstu neke rekonstrukcije, torej da iščemo nove forme in kontekste, v katerih jih lahko postavljamo. V smislu same prostorske postavitve pa raziskujem tako prostor znotraj neke svoje celice in kombinacije v visečih postavitvah, kot tudi postavitev črepinje znotraj skrin, ki imajo ogledala. Skrine v tem primeru predstavljajo nek ta podzavestni prostor, ki se konstantno odkriva. Na razstavi sodelujem z 2 kipoma, Ambasador in Na vhodu, ampak bolj kot besede me zanima sam proces izdelave kipa. Zelo cenim avtonomijo kiparsko, ki se je pridobilo tekom časa, pravzaprav pa tudi svobodo, ki je s tem povezana. Potem pa jasno na koncu celega procesa pa proba avtor čim bolj rudarno vrniti se življenju na nek način. Ta soba sem se predstavljala kot neko votlino, v katero postavljam svoje delo in ta prisotnost umetnika od prazgodovine, od teh jam do sedanjosti, ko zarisujemo neke ideje v prostor. In ravno tako sem postavila te 2 figuri, ki razmišljata, se pogovarjata o vsem o življenju, ki ga imata in rišeta v prostor figure in misli in vse, kar je.
inštalacija z naslovom Peti element je nastala zdaj v tej koronsko vojni na Vezi, ne, ko so nas zaprli pač v atelje in pa sem jaz hotel, cel življenje se ukvarjam s prostorom, no, in zdaj sem pa hotel prostor zapreti v eno škatlo in še celo zgodovino vojn zadnjih 2000 let noter stlačati. To je bila nekako osnovna